Del prvomajskih praznikov sem preživel na morju, a tam nisem le poležaval na plaži. Ker nisem mogel iz svoje kože, sem se kmalu začel ozirati za novo službo. Ko sem opazoval naše turistične vodiče pri delu, se mi njihovo delo ni zdelo preveč težko. To je poklic, ki bi ga rad opravljal. Potovanje po eksotičnih krajih, spoznavanje zanimivih ljudi. Saj temu človek sploh ne more reči delo. Če bi lahko turistični vodič bil? Ja, lahko poskusva, ne, da ti prvo en testič, pa bomo pa videli, kako bo, če se boš izkazal. Okay. Poklic turističnega vodnika, če tako rečemo, ker ni dejansko pač poklic, je nek hobi za zraven, recimo ob študiju, pa mogoče tudi potem ob delu, ki ga delaš pač zelo fajn, za mogoče zaslužiti še kakšen tolar več, videti še kakšno drugo destinacijo in skratka pa se imeti fajn. Biti turistični vodnik je zelo priporočljivo, recimo za fante pa dekleta, ki radi kdaj pobegnejo, mogoče ven iz Slovenije ali pa ven iz svojega domačega kraja, ki se enkrat reče, zdaj pa tega malo dosta, ne? Zdaj bi pa še malo nalepš. In če znajo to, da gre oni nalepš, združiti s tem, da še potnikom naredijo njihov izlet lepši, zmaga. To bi bilo kot nalašč zame. Plačen hobi. Zraven pa bi lahko delal še kaj drugega. Verjetno ne vzamejo kar vsakega, ki pride mimo in si želi biti turistični vodnik. Če se ti odločiš, da boš turistični vodnik, definitivno moraš enkrat prej iti na eno, recimo temu se reče hospitacijo, da vidiš, če ti je to delo sploh všeč. Tako da moraš biti dosti odprt in komunikativen in pač se prilagoditi pač vsem in znati rešiti marsikatero težavo, ki ti pač pride na pot. Ker na večjih destinacijah se ti lahko zgodi, da ti v zadnjem trenutku kakšna stvar se slučajno odpove, je ni, ali pa prihaja v bistvu do najrazličnejših stvari, v bistvu, na katere tudi ti sam nimaš vpliva. Ne? Eno izmed takih stvari je zagotovo vreme, ki je verjetno prvo, potem so tle še kakšni lokalni turistični vodniki, lokalni avtobusi in podobne stvari, v bistvu, ki ti lahko naredijo izlet dober, v bistvu brez problemov, lahko je pa to v bistvu izlet, ki se ti namučeš do konca, pa še vedno ni tako, kakor bi mogel biti. To delo mi je vedno bolj všeč. Kdaj bi lahko začel? Se moram kje prijaviti? Izpolniti kakšen obrazec? Izpit za turističnega vodnika izgleda tako, da moraš najprej sestaviti seminarsko nalogo, v njej pa moraš opisati eno destinacijo v bistvu do potankosti, kako bi ti odvodil eno skupino ljudi na določeni destinaciji. Drugi del potem teoretični del izpita, za katero obstaja, mislim, na Gospodarski zbornici imajo listo vprašanj, mislim, da jih je okoli 200, so pa v različnih sklopih, ne. In še tretja stvar, s katero je sestavljen v bistvu ta izpit za turističnega vodnika pri Gospodarski zbornici, praktično vodenje na avtobusu. Malo se pa treba bolj potruditi, smo tudi mi predebatirali, pa odločitev tako, da... Ko bom imel v žepu potrdilo o opravljenem izpitu, se vrnem in takrat mi bo zagotovo uspelo.